Slovenija se ponaša z raznolikimi sortami grozdja in vina. Od danes naprej pa je vinu in državi v ponos nova, že 18. vinska kraljica. Njena naloga je dokaj naporna. Promocija Slovenije kot vinske dežele, dvig kulture uživanja vina in seveda predstavitev Slovenije kot ene zanimive turistične destinacije. Glede na stanje vinogradništva v Sloveniji bo to še kako pomembno in z novim zakonom morda nekoliko lažje. Tudi filozofijo v glavah ljudi je treba spremeniti, kajti vse prehitro je pri nas mišljenje, da se nič ne splača. Zato vinogradi propadajo, a vlada ima ob novem zakonu konkretne načrte. Zelo načrtni napori, v katere se vlaga zelo dosti denarja, da naši vinogradniki in vinarji skupaj uspejo na nekih drugih trgih. In zato me je zelo veselila današnja informacija predsednika vinske družbe, da je v lanskem letu izvoz na tuje trge bistveno porastel. Kar je mogoče uspelo tudi s pomočjo glasa in stasa lanskoletne vinske kraljice Neže. Vsako leto vinsko kraljico spremlja tudi določeno vino, tako je lansko leto kraljevala konjiška penina, letošnja vinska kraljica pa si je izbrala pinelo. Iz pinele pridelujemo sveže vino, ki najbolj na svoje adute kaže v svoji mladosti, se pravi tam nekje do 3. leta starosti, takrat je najboljše sveže, mlado, igrivo. Igrivo pinelo in špelo čaka težko leto, vinogradnike pa trdo delo. Ali jim bo pri tem nov zakon pomagal, pa bo pokazal čas.